Ja. Aha. Je. Že prej je bilo. Ne vidim, kam izum milih. Eno sekundo si prej bomo pol odšteli. Za Slavkota bomo odšteli to sekundo. Lik zoom je pa malo predebo. Slavko le, ker bo peli rekel -1. Le 4 so bile. A 4 so že bile? Ali 3. 2. Vsak je svoj. Jaz nisem videl, se pravi. Albert je imel prav, to je vse relativno. Jaz sploh nisem videl, se je začel, ker pač zoom je bil v mojem vidnem polju in nisem opazil. Nismo mi zdaj nekaj egzaktna znanost. Tudi v občini smo, tako da vse v redu. Pri pregovorni divji netočnosti pač moramo pač malo faliti. Na minuto natančno bo Slavko, tako da ne se bati. Mislim, da Slavko se zdaj že čist po miru. Misliš? Stupam. Če se pa ni, pa povej Slavko. Ja, povej Slavko, kako je. Statistiko še čakamo, no. Pa ne to za začetnike, ampak od minut. Tako da kva zdaj? Tukaj smo, spet smo nazaj. April je že 20. Vlado. Danes. Kva? Si strašil malo že? Ja. Mogoče že malo pa... Adolf Hitler ima rojsten dan. To je res, 20. april. Zdaj, če sam tok za tiste, ko obhajate, ali kva? Ali kvasko to reči? Ja, mogoče, ja. Ker se bo je zmer več... Sicer glede, kam se bližamo. Modern, ja. Kam se bližamo, mogoče res mogli to zdaj že dobro. Prazujemo skupaj, ali neki. Zdaj, 2. maj vam bomo vzeli, pa bomo 20. april praznovali. Sam ni deleč odesnite, da so to zgodili. Kam gremo, mislim. Prvi predlog nove vlade. Mi v bistvu govorimo, da bo Janša zmagal že od začetka, tako da ne. Pa smo imeli Pengovskega tukaj, pa analitik, pa mi smo že skozi rekli, da bo. On je rekel tega, ne? On je rekel tega, ne. Ja, mi smo rekli. Quit your day job, Pengovski. Mi gremo na vas tebe. Sorry. Ne, ti poklično. Ja. Poklič pridemo. Če boš kaj rabo, povej, pa ti bomo razložili. Kako stvari stoje. Če rabiš tako iz zakulisnega dogajanja, ne, se to je najbolj, ker mi še v zakulisje ne gremo. Kaj šli, če bi šli v zakulisje? Ne, po mojem slabš. Ne, pol v bistvu preveč veš. Zdaj pa v bistvu potegneš tako iz kolektivnega nezavednega ven potegneš podatke in je vse jasno. Mi v bistvu vlečemo iz amorfne gmote ven. Čeprav zdaj še zaenkrat še ne vemo, medtem ko snimamo to, ne? Ja, ne vemo. Ne vemo, kaj se, ampak vse nakazuje na to, da bo veliki vodja zopet z nami. Ja, mislim, vse moči so uperjene v to, da bo imel Janez Janša prav, da so bile volitve ukradene, ampak da jih v bistvu on ukradel na koncu. Ampak jaz sem še zmagal. In to že v tretje mu je to uspelo, tako da... Vi ste se začeli citati majstru, ne? To je začeti citati majstru. Ja, nekaj to pa, da takole odpeleš, ne, vsakič je pa kar znanost. Že to časa tukaj, ne, da... Ne, pa se to je znano, da on je mojster stratega, pa da je to prvi... Ne, mojster manipulacije, ne. Prvi vratih, veš, kaj treba je to na prvi v ložišču, pa ne... Čeprav, ja. Zna te, kupčka ne zna, ne. Enkrat mu ni ratal, no, pustimo. Daj. Ne vem, če je zgodba zdaj v javnost, tako da... Ti smo jo vse ratali, tako je hotel in tako se je zgodilo. On je to hotel, ka on je... Ne, to valjda, ne. A veš, kaj me v bistvu pa tem zanima? Ne zanima. Steotova pozicija, tako etična, moralna, no. Kaj se hodil, zdaj pa ti povej. Ja, ne, nekaj si narobe začel, ampak deva še enkrat. Ja, ti smo mu dali zapisnika, ampak 4 leta nazaj jih je Janez zaplinil po Ljubljani. In šprical z vodnimi topovi, pa tam, vse so šli tudi na avtoban, veš. Tudi. V posnetku slište, jaz sem snemal z balkona, tako da zdaj lahko slište. Ja, vem, sam Stevota ni bilo zraven. On je bil v LA, ki je bilo že odprta na kavici. Pridržan je bil. Ne vem, če je bil na kavici. Je bil podržan. A že na poti iz...
Eni so rekli, da bi bil tudi v Zvezdi na kavici. Ma dobro, ajde, nima veze. Ampak če greš nek mem, se ostaviš. Njegovi volilci so bili proti tistemu režimu, s katerim so se zdaj spačali. Tudi on je rekel, da mislim, se je dal celo notrne. To smo že rekli, niti paradigmovih ledvičk, ni vedno. To smo že napovedali. Seveda. Mislim, so samo volilci rekli, to hočem reči, samo to. To je bil medklic. Dejstvo je, da tako kot je nekdo omenil, da je pač nekaj drugega je, če bi on takrat bil že na tej poziciji, ki je danes, bi za te iste ukrepe tačko dvigal. Ja, sigurno bi rekel, seveda je treba jih. On je iskal takrat svoj prostor pod soncem. Mislim, da bi se stepal s koncem, kdo bo v kontrol rumu. Kdo bo pritiskal pizda. Čim več fuken. Dej top, ta velik. Tako da glej. Ampak mi še nič ne vemo, ampak se že veselimo tega. Ne veselimo se, ne vemo pa ne. Neč od tega ni. Jaz mislim, da je treba, zdaj si treba... Peli že simpatizira z novo oblastjo, novo in bodočo. Treba si vzeti čas za premisliti, kako bomo to izkoristili. Ker prejšnjič smo 2 leti biciklirali, jaz ne vem, če je bilo kaj veliko od tega. Mislim, veš, če imaš ti eno proaktivno, ne vem, če se pogovarjaš z Žižkom, v sta cajt na mes, ko bicikliraš, bo več od tega. Ali pa tudi, če ne z Žižkom. Mislim, dejansko bi bilo več s tem. Mislim, rečem več efekta. Dec ima neko prepoznavnost, tako da bi bilo več efekta od tega. Če imamo žižkovanje v petkih v kinu Šiška, stari, to bo boljš. Ni treba biciklirati, mislim, lahko prijajo ljudje z bicikli do tja, v redu je. Medtem zdaj, da ima vsak zdaj na Dinamo bicikliramo, pa da štrom delamo ta cajt. To bi bilo edino, kar bi mogoče imeli smisel. Glede na to, kakšne bojo po vsej verjetnosti cene nafte, bojo vsi biciklirali na žižkanje. Zdaj sem v petkih z avti vozil. Ne, v petkih se novška boš šparil. Ne, mislim, iz protesta se bom vsedel, pa bom drugače cel teden bicikl. Pa vse, kar si prešparil od podelka do četrtka z avtom okrog. Da boš pokazal nestrinjanje. Je tako. Tole državljansko nepokorščino. To je, veš, imamo že 2 ideje, ker nismo biciklirali vmes. Ena boljša, druga sicer, ampak le. Bomo videli, pustimo se presenetiti. Točno tako. Čudno so po to gospodova. Pejmo, ker... Slavko, prej smo bili na 7:42, tako da zdaj bom še malo govoril, da bomo rekli, da je bilo 8 minut cerka, pa bo sta rešena. 8:42. Ne, 8:42, no. Ne, to bo težko. Ampak 8 minut cerka je, tako da to je to. Še slište. Zdaj jaz ne več. Sem pa čist čakal, gledaj. Jaz se da. To si šel pa čist do konca. Zdravo, kad ti sluh preizkuša. Mogoče otroci še slišijo, mi ne več, tako da lahko začnem. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci, to je podcast o življenju, prometnih zamaških, modi, lifestylu, politiki, sploh vsem. In mestoma tudi v zadnji knjigi Douglasa Adamsa, ki jo je napisal skupaj z Marko Carwardinom, Zadnja priložnost. To si mislim moda kot moda ali moda kot moda? Oboja. Veš, kaj zdaj prostata, pa malo smo že starejši, pa to. Tudi kažno na to temo rečemo. V glavnem, kljub modi ali pa modah, modem, smo mi še vedno. Tisti sta v skrotumu. Penis je BP. In on je še vedno Anjo. Če hočeš izvesti, čez cesto je peli in jaz sem zi.
Da gremo. Sam to, da povem, kako je bilo. No? Sam da je BP. Ja, lej. Malo presenetala, pa gore. Ja, malo je bilo tole, bom rekel. Izletijo iz nekje. Ta je bila podaja iz globoko, iz levega krila. Hvala, Zika, si jo podal prestrego in dal gol trikrat. Dobre. Ja. Glavno, kaj gremo pogledat? Ja, ne, najprej treba povedati ljudem, da rabimo denar, ker bo piknik. A ja, pizza, za piknik se treba še zmeniti z bližki. Da bomo tole gor pol. Vse smo se s Pengovskim. Ni on desna roka ali pa leva roka ali pa ena od rok. Glede na to, da imajo en od podpornih stebrov je vlada narodne enotnosti, meni se zdi njihova, ali nekaj drugega, nekaj tacga bolj, nostalgičnega, mogoče, kaj sem že hotel reči? Mogoče se z briški ne pogovarjati. Mogoče je leva roka bolj kot desna. No, se pravim, leva, desna, kukarkoli pač. Se pravim, ena izmed drug od briški, da ni še sporočil naprej. Verjetno res. Ja, se je, sama je ona rezervirala, pa kaj se moramo zmeniti, kje bomo. To je res, še nismo seveda, kje je lokacija. Drage poslušalke in poslušalki, bodoči podporniki in podpornice, imamo več ekskluzivnih lokacij na voljo, tako da zdaj imate še šanso, da vplivate na to. Ne, ampak imate pa še šanso, da se prijavite. Lahko tudi letno butnete, pa 330 €. Pa imate 2 piknika v bistvu, skoraj. Na Zemunu skoraj zihar ne bo. Ne. Mogoče bo. Janez neki nima bende časa. Čeprav pred Štajerski pa to riljajo, da unga tam, kaj je pred Štajerskim piknik plac, je neugoden. Sploh pa v petek popoldne, ko bojo ljudje 3 ure hodili do tja, pa veš, Ja, ti si je do oktobra zaseden, ne? Proti Štajerske, mislim, je. Do oktobra bojo delali tista uvoz, izvoz, kukarke ima. Ba je. Za tiste, ki boste potovali redno proti Štajerski, mi imamo ta del, ki je za podpornike še 15 minut več. Sej vem, da vam to ne bo podaljšalo bistveno. Mislim, da nam ne bo skrajšalo poti to, kukar bi si želeli, sam nekaj pa je. Ja. No. Za par evrov na mesec za en kafe. Ja. Pa še to vprašanje, kje je za en kafe. To je tudi res. Ja. Tako da hvala za seribe.si, res smo hvaležni. Najbolj smo pa hvaležni unim, ki nas že podpirajo in vsem, ki nas poslušajo. Tako to pa absolutno. Zdaj gremo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Pojmo. Ja. Mislim, smo z avionom so šli leteti. Tako, ja. Tako. Jajca smo prešteli. Jajca smo tam. To sem že v zadnje. Ja. V glavnem, pol so šli naprej, pa so videli enega nosoroga in se je... Vse sem šel že kar naprej zdaj, tako da se bom ustavil in mu dal kvarnik. Tako. Ja, ker tole ni v redu. Tole je bilo brez veze. Ampak v glavnem, pol so videli še ene nosoroge naprej in so se pogovarjali o vidu. Da vid z enim očesom pol, z drugim očesom pa pol, v bistvu. Ki ga je namreč tega nosoroga ena hijena mal napadala in je imel že pol repa odgriznega, bogirevaš. Vse je bila pa drzna hijena, da si to upala. Ja, ka ve, da vid sam pol. Ja, vem, ampak ka veš, sam tiste, veš, če rep gledaš, mislim, enkrat te zakvači, pa je adijo hijena. To je res, ne? Ampak tudi ne vem, zakaj bi glodala, a veš... Oso buko pa to. Je tako kot za Kitajce, a veš... Ja, mogoče delikatesa, ali pa da bi stal, ne vem, mogoče. Veš, ampak hijene so isto prepričali, kot Kitajci, da... Zdaj ne moreš rep gristi. Rep gristi. Sam lahko tudi umneš, če šapko stegne. Veš, kako se pol ne... Bolj se počutiš živga, če si skoraj umreš. Kaj sem, pol repa sem odgrizel. Pol repa sem odgrizel. Testosteron ti ne žge do plafona in bojse. Alfa hijena si pol. Seveda, ne? Alfa hijena, ne? Najprej prideš, kaj jaz, kdo je odgriznil? Jaz sem odgriznil. Evo pol repa, kdo ima pol repa? Kdo ima repa? Valjda vse miške padajo. Mislim, hijene. Ja, sej. To je bilo. Ja.
No, ampak pol se je pa zgodil nekaj nepredvidljivega, in to je bil Douglasov želodec, ki je končno kapituliral. Smo že rekli, da je kapituliral. Čeprav je imel dosti tega. On za te medoceanske nima problema. Tako v London pa v New York gre podpisati pogodbo, to mu je kar šlo. To je šlo, mislim, podoben predvsej meni, ker nisem, zdaj za uno ladjo, to, ki je malo večja, tisti je vse v redu. To te male zadeve, ki se pa neki guncajo, pa to mi pa ne paše. Pa ti ne bi mogel iti štebetom v Garamba avionu, razumeš, ki je imel glih tacga. Po mojem, da ne. Cestna, pa letališče, sicer zančka sem rekel, da je tako, kot na letališču v Šentvit pri Stični, tam je bolj zrihtan, zato ker imajo valar in ga je redno uporabljajo. A veš, to je treba po vsakem držiju, pa je treba to zravnati. V Garambi ne vem, če je bilo tako, ampak kačal smo tudi slišali, da je rad mal bolj divje voz, tako kot Douglasova mami, ali kako že ne. Dobro, niso po mojem sam vzletanja pa pristajanja problem, ampak mislim, da je bilo vmes, mislim, da je bilo vmes še več problema. Znajo stvar zakomplicirati, tako da mu pobruhaš prvo šipo ali ne vem neki. Verjetno je fajn, da človek vidi ven, ne? No, v glavnem, ekipa je ugotovila, kje so nosorogi, in od 22, kolikor jih je bilo živih takrat, so jih videli 8, kar je kar dober rezultat. To je ful bolj kot zdaj, ampak to je zelo bolj kot zdaj. To sem hotel povedati. Ker zdaj sta samo še 2, pa še te 2 sta 2. 300. epizoda. No, v glavnem, pol razloži tole štorijo, zakaj so severni beli. Sej kar zabaven tle, ampak to morate biti prebrati, ker si vzel gospod avtor čas. Ampak to je bilo pa pol to, kar se je zgodilo tle. Več ali manj ni bilo nič kitazga. Pretesljivga. Pol pove še to se slišalo že v 30. epizodi, to se pravi, da zakaj je to. Čeprav tle je res dobra številka, da je bil pač trgovina z okli, pa to, bla, 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 in da je tržna vrednost okoli $5,000. V času pisanja zadnje priložnosti, zdaj smo pa slišali, da je že milijonček za celega. Inflacija je. Z tega ne čudno, da se gre gor. Je pa res, da je teh nosorogov zmer manj, seveda ne. Zdaj, v bistvu sej... Kdo je rekel, da nevidna roka trga ne dela? Ne, sej ne. Zdaj, če pa si noben tega ne bi želel, bi bila pa vrednost par dingovih legil. Točno to. Pa želi še živele. Pa želi še živele. No, tle pa še razloži to štorijo, da v bistvu stvar, ki je že Boštjan omenil takrat, da je ful optimističen. Ampak v bistvu, če gledaš z njegovega gledišča, v 80-ih je bilo ful slabš, pa so pa 84 so v Garambo zrihtali počas park. Pa sicer je bilo bolj volontersko delo, pa vse, ampak pol od 85 do ne vem kdaj ni bilo v bistvu nobenega primera. V bistvu takoj na začetku se jim je zgodilo. Ja, točno. Pa ni umrl noben nosorog, saj v Garambi ne. Tako da je bilo v bistvu ful boljšno. Tako da pol se sprašuje še o divjih lovcih pa vsem tem. V glavnem, da skratimo pričo, dela v redu. Da skratimo pričo, večino tega ste slišali že v 300. epizodi in tudi nadaljevanje te žalostne zgodbe, ki sta bila z nami Boštjan in Maja, prijatelj Videmšek. No, Boštjan je sam Videmšek. In so se pogovarjali o njuni knjigi Zadnji 2 in štoriji severnih nosorogov in zakaj jih tudi ne bo najbrž, če ne bojo še enkrat probali. Tako da No. Zanimivo pa je, da ne probajo še enkrat. Se najbolj bojo, najbolj še treba denar dobiti, pa tret, pa spet. Najprej se mora tam vse pomiriti, verjetno. Ne, se oni se zdaj drge. Ve, ampak to je kar v redu. Ja, sej sem, mislim. Ampak je bilo pa še kar v bistvu tragično z nadga gledišča, ki je avtor zaključil, da v bistvu
zdaj je zadnji trenutek, da lahko rešimo severnega belega nosoroga. Dragi Douglas. Ja, kakšna stvari ne rade. Dobar, ne. Ja. Ni šlo. Trudili smo se. Še mrzkažno žival ne bomo uspeli rešiti. Ne? Ja. Ne. Tako da, ja, lej. Nažalost bi ful stvari lahko rešili, če bi sebe rešili tega planeta. Očrljiv skupinski samomor. A to se ti zdi rešitev? Ne, to je ena knjiga. Ja. To je ena knjiga. Ampak mislim, sigurno je rešitev. Mislim, ne vem, če je, no, ampak. Ne, ali pa tako, da nas kakšna taka butasta stvar, veš, kot komarji, ki se res sprašujemo, za kva so na svetu. Kot korona. Ne, še bolj butasta. Ja, bolj bizarno. Ne, pač komarji dobijo neki, ki pol mi cepamo kamuhe, ki nas oni Ja, pa sej. Čak še malo. Nekaj v tem stilu. Ja. Tako da prišli smo do tle in tle lahko rečemo pečini obešalnik. Ok. A ne? Dajmo, ne? Ja, dajmo, ne? Dajmo pol to reči, ja. Najbolj, ja. Zdaj smo, to smo že obdelali, malo smo šli na hiter. To je to. Ja, neč, kaj? Se zahvalimo, ali kaj? Najbrž. A? Najbrž. Da se vam zahvalimo za to, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo vas na hitro popeljali čez... Ne še konec tega poglavja, ampak ni še čist konc. Ne obupati, če se boste družili z nosorogi in nami. Ja. Tako da, ampak ja. Za ta teden naj si ga bodi dovolj. Za teden ne bo to. Jaz mislim, da smo obdelali veliko. Še več smo spustili, tako da veš, zdaj bo naš zvesti poslušalc. Zdaj bojo prihajajo prazniki. Dajte si vzeti v knjižnice. Preberite si, ne? Ja. Da vam ne kvarimo vsega tega, ker mislim, ful je lepo napisati to, moram reči. Res zna popeljati skozi zgodbo, tako kot vas mi skorda ne znamo. Absolutno. In vzemite knjigo v roke, preberite. Ne ekrana imeti skozi pred sabo. Ja. In to je to. Se pravi, ne na kobis jela pa to. Ma ne, dajte papir. Kar knjižnico, knjižnico, Ja. tako lepo. To bo lušen. En izletek v knjižnico. Mogoče še koga srečate. Tako. Ja, pa bo vse v redu. Dobro. Te družabne omrežja pa te stvari ne, prosim. Brez veze. Ne, škoda je. Smo edini, ki se otepamo sledilcev ali ne vem, nekje kaj. Ne se zmer gor dajem. Pridite na Discord tam. Vsi drugi iščejo. Tam je fajn. Ne hoditi na državno omrežje. Brez veze, sam sabo boje. Sam mi moramo povedati po resnici, zakaj je fajn Discord. Zato, ker se nič ne dogaja. Zato, ker je mir. Rečeš, kje pa ti na Discordu, da privišujemo se, kaj se dogaja? Nič. Zakaj pa spol tam? Zato, ker je mir. A veš? Ampak si pa nekaj pripadaš nečemu. Ja, imaš neki, ne? Imaš neko pripadnost, smo skup tukaj, mi smo skup vsem v tem stranju, ampak... Vala. Pa je mirno. Imaš družino, ne? Tako, mi smo tukaj, če hočemo še kaj pogovarjati, se zmenimo. Se zmenimo, se zmenimo. Če kdo išče karkoli, smo klene. Pomagamo, sam ne sretne. Pa ne govor. Te bomo ven fuknili, nekaj. Mislim, da sploh še nimo pravilo oblašali na serverju, da štimali. Kaj ni treba, say don't be a dick, pa vse v redu. Vsi smo si normalni. Vsi smo normalni, to bi mogli vse povedati. To je to. Z glasnim sporočilom. Kaj je normalno, to je pa itak kaj. Normalno je pa stvar diskusije. Vsi se znamo pogovarjati na... Jaz bom rekel, da je tako, kot na Twitterju včas. Na zavidljivem nivoju bom rekel. No. Tako. Če bi se v parlamentu tako pogovarjali, kot se mi pogovarjamo, veš, kaj je bilo? Tretji avtocesta bi bila že štrojna. Indija Kromandija. A ne, Dvelovnik bi bil. Dvelovnik bi bil. Guže ne bilo iti Štajerske proti Štajerski. To je druga smena pri papežu bili slovenski vojaki. Tako. Mislim, bi bili mi druga Švica in bi bil... Pustimo še oni, ki pač tradicija, pa to, oni tu imajo radi tradicijo tam. Sej imamo mi že rože, veš. Sej to je boljš. Mi imamo rože. Mi rože furamo. Furamo v Vatikanu, za veliko noč pa tudi za druge stvari. Ja, ampak bi pa to kul bili pa še bolj, da imamo rože, kad imamo rože. Zdaj pa res. Make flowers not war. A dobro, zelo helebardo tist, ne moš kaj hudega. Ja. No, glavno. Unka znate, tudi mislim, lahko našeš.
Šlak gre hitreje, veš, da gre. Ne bi bil na drugi strani helebarda. Ful hitreje prideš od BP do nekam drugam s helebardo, kot z rožco. Z gladiolo ti ne v tok škode naredil, kot s helebardo. Razen če je 60 gladiol, pa te pa toče. Ne, jaz si mislim, če je pač v lončku, ne, ti pa pol verjetno ni problem. Lonc petuni je pa tudi. To je pa lahko zajebal, ja. Če ti pri stvarniku. Če ti ga z 8 štuka zabali na dol, a veš, po moje še manj. Nesreč hudič. Še manj, kot 8 bi je že po nesreč hudič. Ja. Dobro zadane. Tudi res. Je odvisen v kakšnem lončku. Seveda. Tudi to je odvisno. Mislim, lahko tudi sam lonček vrži, brez petuni. Mislim, da je bolj škodljiv lonček petuni. Dejstvo, da je. 50 pol. Ne bojo ubili lonček. Petunije iz 8 štuka zadanejo brez lončka, kakor je lonček iz 3 štuka. Petunije so lonček. V bistvu, pa Agređago ni problem, Agređago sam dogov klep. Skratka. Ja. Ne, jaz sem hodil neki pojad, sam pozabil. Hotu. Ne, čak, pisal love so imeli. Ali je to v teh letih, kamu ne smeš toka misli prekiniti? To je pa prehmal pizda. To je pa prehmal. Prehmal za kva? Prehmal za da pozapiš. Ja, ne, sam pač skrenili smo iz teme. Sem jaz mlajš, pa tudi. Skratka. Da, ok, dej. Z vami smo bili rubrika, ne? Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala lepa. Lepo se majte, ne? Pa rad se majte, pa rožice. Glejte gor, ja. Pa usta majte zaprte, se veste, zakaj. Ja. Vidiš, še petunije padajo, ali pa... To sem hotel reči. Usta pa zaprta, da ti ne. Ja. Ja, to so te nasveti. Tako je, te, pametni. Ja. Ki si jih včasih dobil v kmečkem glasu. Kaj je že bil tisti... Kmečki glas? Ne. To smo imeli zadnjič. Praktika, ne. Kaj je bilo? Pratika. Pratika je bila. Jaz sem tiste enkrat na let izhajal. Moramo šaut avto v Gnišče, uno epizodo par tednov nazaj, ko smo imeli Dijančka. Ne, sem objavil na Instagramu, da smo se v Dijančku pogovarjali in so nas resharali ali neki. A, res? Ja. Okay. Tako da v redu. Imamo tudi Gnišče, to je to. Lej, kot sem rekel že na začetku, smo v teh cajtih. Mi smo bipolarni, kako se te reče. Se vidi, da nas nisem kol poslušal. Se si me sam pohvalil. Jaz sem iz Jančka sem pohvalil. Ja, pa se me je rekel. Vse to more biti in prav, da je. Super, da je. Sem pa povedal, da nisem ostalih člankov bral, ker me ni zanimalo. Tako, vse je kul. In more biti in naj bo. Ja, tako. In če rabi sponzorirati, hvala za vse ribe, .si. Ja, ker tam lepo. Imamo tako, kot imajo oni, kamor vi hodite obnadelati. To pušča, veš, to je ta virtualna pušča, hvala za vse ribe, .si. Pridemo pa lahko tudi na dom. Ja, lahko pa pridete tudi na piknik, pa sam date 50 €. Ja, valjda. Ne, pa ne prijem na piknik, mene bi se z veseljem, veš, kako bi debata tekla tam. Valjda. Vseh teh stvarih. Vse so sami fejs ljudi. Sploh, valjda. Mislim, da ne fejs ljudi ne pošiljati. V njih ne rabimo. Ja, fejs ljudi pošiljite. Dobro je, če znajo troglasno pet ali pa bobnati. No. A to išemo? Ne, ampak to se mi je zdelo. Ja, to se mi zdi fajn. Ja, a veš, če jaz pojem prvi glas, pa a veš... Andraž Zorko tudi je, da rad kakšno zažvrguvle. Res? Sam se malo se boji. Pa trenira kitaro že od prvega piknika, da bi. Meni se pa kol ne da igrati. Tako da če bi imel enega, ki bi zažvrguvlo zraven drugi glas, veš, pa lahko malo ena odsvrl. Pa oni radi pojejo. Se to? Pa znajo tudi drugi glas. Verjetno. Hvala, da znajo. Terca gor, bam. No, zato moraš biti že v zboru, ne, da veš, kaj je drugi, pa prvi glas, pa tako naprej. Če vadijo to. V cerkvenih zborih pa to. Ja, se pravi, moraš biti tam, ne? Sej, zato mora pa tazga poslati pita. To vsi pojejo neki. Ja, hvala. Aleluja, pa te stvari, pa to. In tret, pa hvala, da zoprem, če skosuno aleluja v enem unisono poslušaš. Da mora biti to malo bolj cool. Tako da, evo, to. Piknik s troglasnim petjem. To dobro. To bo noro.
Mislim, čas, da je za piknik, da so nujni čevapi, pa nisem videl, da je troglasno petje pesem. No, verjem, bom jaz to probal v naši žlahti predstaviti. En zborček. Ja, no, to je bilo to. Zdaj pa, hop domov. A ja, da je sad zborček počal. Ja, takoj. Odpojemo eno pismo. Še rabaš še kitaro. Ja. To je, da javiš, ko boš zborček. Ne, kurba, se posoba že cenej mesnine. To pizda, veš, tako moraš 200 evrov od karta pizda, da bom pride igrat. Mislim, dobar, piljoš cenej dugo, ne. Ne se dodaš, ne. Ja, lej, če to ne jev, to ne jev. To je, kaj je imel tale moj sodelavc, on je včas vozil rock and band, veš, in je pol povabil vse te muzičarje, pa neki, veš, ki so bili, ne, in pa so se itek skušali, kdo bo del cajta peva, veš. Ja, valjda, ja. Mislim, sploh jih ni treba plačati, veš, sam prostor in daš in kaj en začne, ne, prav, to se pol sam skušajo. Eno ne preveč slabo kitaro moš da en reče, kaj pa je to, ali pa da je malo čudna, veš, da ni... To je našvedno. Da ni glih klasika, pa da je ena ful stara, veš. Sem jaz že don stari šel